slabo rata. In pa moja prav, tukaj noter ti slabo rata. In potem si šel ti z akrobatskim letalom leteti. Sploh ne vem, kako naj to imenujem, ker tega do zdaj sploh nisem poznal. Vse skupaj izgleda kot ena čudežna dežela, modra, mehka. Pol pa, ko prideš enkrat na te mreže, pol šele zanimiv rata. Hey, what's up? Ok, tako je. Vreme je ok, punce sta na bazenu, to pomeni, da imam jaz čas, da se končno pikico posvetim temu avtu. To ne bo klasično sladko-kisle. Bo pa malo razmišljanje na temo tega, kar je Ford naredil, oziroma na temo tistega, kar sem včeraj že začel. To se pravi vinjale. Mislim, da je pa vsem skupaj zanimiv tako, pač celosten pogled na to zgodbo. A veš, gre za to, da ta korak, ki ga je Ford naredil, pomeni en nov začetek za celo znamko. In meni so novi začetki ful všeč. A veš, nov začetek je imela Toyota z Lexusom, pa Nissan z Infinityjem, pa konec koncev Citroen z znamko DS. Pa vsem se je več ali manj kar dobro obrstalo vse skupaj. Ok, je že res, da to ni čisto isto, ne? Vinjale ni čisto neka nova znamka avtomobila, ampak samo en nov, prestižnejši paket opreme. Ampak to za Ford skoraj tako pomeni, kot da bi imeli novo znamko. A veš, moraš razumeti, da se Ford nikoli ni zapletal v to premijsko igro dragih avtomobilov. In zdaj oni malo tipajo, kaj bi ljudje radi imeli, s čim so zadovoljni, s čim tle noter je ful super, ne zgem ven. No in to celotno tipanje, to je taka zapletena stvar, ne? Hitro se lahko upečeš, po drugi strani pa zelo hitro lahko najdeš nekaj, kar bi ti ful lahko pomagali. Pelil sem Mondeota, zdaj sem pelil S-Maxa, zadnjič sem pelil to novo prenovljeno Kugo z enakim paketom. In veš kva, mislim, da gre zaenkrat, glede na to, da je to njihov prvi poskus, kar dober. Kva je pa to za en traktor? Aha, moraš ti. A veš, po eni strani bi se hitro lahko ujel v kakšne take smotane oblikovne zanke in bi ratali kičasti, ampak niso. Čeprav to je zelo občutljiva tema, ne? Kar je za enega zlato, je za ta drugega, no ja, čist neki drugega. Šo, gremo se mi malo pelati, prav? Drugač pa v upanju, da tole ne bo zvenelo preveč navijaško, ko se tega čist zavedam, jaz že od začetka malo navijam za S-Maxa. Mislim, da se spomnite, kaj sem koliko, 10 let nazaj, ki je ven prišla prva generacija, pa smo vsi rekli, pa dobro, končno eno prostorc, da ni škatlast, da je malo športen. Ej, stari, poglejte nov Vignale. Drugač pa, kar se zmogljivosti tega avta tiče. V bistvu so take kar konkretne, ne? Poganja ga dvolitrski dizel s tam 210 konji, kar v bistvu pomeni, da je avto lahko žejen, lahko pa ne. A kaj to pomeni lahko žejen? Ja, ker sem ga malo bolj pritisnil, mi je pil 8,2, ker sem bil pa zelo zmeren s topalko za plin, je pa popil tam 7,1 na 100 km. A veš, včasih imaš malo neumne ideje, pa sploh ne veš zakaj, pa veš, da je podlaga malo spolska, pa vsem probaš. Ok, stan meren, plovutke imam s sabo, maska tudi, shouldn't be a problem. A veš, kaj je Hill Start Assist? A veš, to je sistem, ki preprečuje, da bi avto ob speljevanju kadarkoli zdrsnil nazaj. To se pravi, ko ti spustiš sklopko, tudi če je ročni menjalnik, je avto na mestu. To se pravi, tudi če si na takem klancu, se ne bo premaknil. In imaš 3 sekunde, da ti pol zreguliraš gas pa sklopko in pa speleš. Ok, let's do this. Lahko to. Drugač pa, če že govorimo o prednostih tega avta, tukaj v drugi vrsti klasična enoprostorska fora, to se pravi 3 sedeži enake velikosti. Valjda so vsi 3 sedeži pomični vzdolžno, pa po naklonu, lahko je takole, lahko je takole, lahko je takole, lahko si še malo bolj nazaj, lahko je tako, lahko pa spiš. Pa valjda so tudi zlaganje pogruntali že nekaj časa nazaj, en prst, bam. Poleg tega pa valjda ne smemo zanemariti dejstva, da je napolnjen z aktivno varnostno opremo, to se pravi sistemi, ki te rešujejo tudi takrat, ko ti nimaš pojma, da te rešujejo, in to je, kar se tiče enega družinskega človeka, kar dosti pomembna zadeva, a ne no? Kva še? A ja, mogoče ena stvar, ki me pa res malo moti. Veš, pri vseh teh sodobnih delovnih okoljih, ki jih avtomobilske znamke konec koncev tudi Ford ponujajo, recimo tudi tale S-Max ima, ne vem, če se bo videli, digitalne merilnike, mi recimo ni všeč, da je pa tale sredinska konzola tako, vsaj na videz, malo preveč old school. To je pa pravzaprav edina stvar, ki bi jo jaz na tem avtu popedenil, ker drugače tako celostno gledano mi je vse skupaj tak, en dosti privlačen paket. Vozniško, kar se videza tiče, tehnologije, pa voznih lastnosti. A ja, to sem pa že povedal, ker sem rekel vozniško. Mit, kar ne flash meso! Drugače smo se pa hoteli še popoldne malo kopati, pa hotel zapirajo. Tako dejansko so rekli, ob 12 vsi ven. Veš, ko je fajn, vse so dam nagnali, mi smo pa kar vstali, pa se še malo igramo. A to zadevce poznate? Veš, tako da se vrtiš. In pa gre lahko ful hitro, tudi če imaš preveliko rit za to. Prim se. Stari, meni tako je slabo rata. In pa moja prav, tukaj noter ti slabo rata. In pa si šel ti z akrobatskim letalom leteti. Pa ti si nor. What's a spider? Look, 8 legs and everything. Gremo spet malo v mesto, pa sem takoj najdel 2 stvari na sosednjih avtomobilih, ki ful izstopata, pa so mi tako, mislim, ne vem, če so mi glih všeč, ampak zanimive pa so. Le to. Pazi ror od te Alfe. Lej, to hudobija, no. Pa nalepko na tej dvojki. Golf power! Hotel si nekaj omeniti, ki ti je bilo ful všeč. Masaža? Všeč mi je bila pač
Zaspala sem tam, tako, všeč mi je. Nerodno mi postane, ne. Da je tako natančno in tako, kaj moram povedati pri masaži? Pač masaža me je sprostila in mi je bila všeč. Ok, v redu, to pa verjamem.